Zdaj prehajamo na obravnavo interpelacije o delu in odgovornosti ministrice za kulturo, doktorice Aste Vrečko. Ministrica za kulturo, dr. Asta Vrečko, je 1. junija 2022 prisegla: "Prisegam, da bom spoštovala ustavni red, da bom ravnala po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi delovala za blaginjo Slovenije." Že po nekaj mesecih njenega ministrovanja se je začelo kazati, da ministrica počne ravno nasprotno in deluje zoper blaginjo Slovenije, zlasti v odnosu do temeljnega procesa v nastajanju slovenske države, slovenske osamosvojitve, negospodarnemu ravnanju z davkoplačevalskim denarjem in sprejemanjem škodljivih zakonov. Svetlana Makarovič se je na prireditvah podelitve Prešernovih nagrad za leto 2000 Prešernovi nagradi v celoti odpovedala. Po več kot 2 desetletjih, natančneje junija 2023, je Ministrstvo za kulturo tej isti nagrajenki izplačalo denarni del Prešernove nagrade v višini 8.346 evrov. V obdobju 23 let je terjatev tako že več kot 4-krat zastarala in je Svetlana Makarovič v nobenem primeru ne bi imela pravice terjati. Omenjena izplačila so se zgodila v času, ko ministrstvo vodila dr. Asta Vrečka iz stranke Levica, stranke, s katero je bila Svetlana Makarovič v času prejšnjih vlad jasno povezana in ideološko usklajena. Vrednote osamosvojitve moramo ohranjati, prenašati na mlajše rodove in o njih večkrat ter s ponosom govoriti. Združitev Muzeja slovenske osamosvojitve z Muzejem novejše zgodovine Slovenije je ponižujoč za vse, ki so za samostojno Slovenijo dali največ, dali svoje življenje. Aktualna ministrica Asta Vrečko že od začetka svojega mandata poskuša odpirati teme, ki delijo. Če smo včeraj interpelirali ministra, ki je ponosno izjavil, da je v prvi vrsti lojalen svoji stranki, zato miži na obe očesi, ko se dogajajo nepravilnosti, pa imamo danes interpelacijo o delu kulturne ministrice, ki je lojalna predvsem svoji ideologiji. Prenova Drame bi morala predstavljati obnovitev simbolnega in fizičnega prostora umetnosti v osrčju slovenske prestolnice. Namesto tega pa je bila z odločitvijo ministrice za dolgoročni selitveni najem Litostrojske 56 osrednjo slovensko dramsko gledališče potisnjeno na industrijski rob mesta. Na področju kulture ministrica kadruje izrazito politično. Najbolj očiten je primer Cankarjevega doma, kjer namesto direktorice, čeprav je svet zavoda izglasoval podporo in jo je podpirala tudi stroka, je na čelo zavoda dala gorečega podpornika svoje stranke. Seveda je morala prej zamenjati svet zavoda. Takoj po zamenjavi vodstva Cankarjevega doma pa je na zavod prišel direkt iz kabineta ministrice Peter Baroš na pomembno mesto direktorja kulturno-umetniškega programa. Viri pravijo, da bo Cankarjev dom v kratkem dobil velik kohezijski projekt na področju kulturno-umetnostne vzgoje, ki bo prinesel veliko novih delovnih mest. Kako priročno ob izteku mandata, ko je treba najzvestejše kadre pospraviti po javnih institucijah, ki jih politika v času mandata še obvladuje. Ponovno smo vzpostavili kulturo dialoga. Bili smo na gradbiščih po vsej državi, reševali odpisane projekte ter začeli številnimi novimi. Opozicijo seveda to jezi. Kultura jih ne zanima. Zanima jih le, kadar je to polje obračunavanj, hujskaštva in sovraštva. Jezi jih, da nakljub njihovim pritiskom vztrajamo na tem, da imamo kulturo radi in da kulturnike spoštujemo. Pomemben je tudi pilotni razpis za zeleni prehod v kulturi, ki naslavlja ogljični odtis kulturnih dejavnostih in je financiran iz podnebnega sklada. Vse to so novi razpisi, ki so se uveljavili šele v tem mandatu. Oportuno je, da interpelacija v celoti prezre dosežke. Interpelacije ne bomo podprli. Ne zato, ker bi menili, da so vse odločitve ministrice brezhibne, temveč zato, ker verjamemo, da v ključnih pogledih sledi vrednotam, ki so tudi naše. Iz vodenja javne radiotelevizije se je izločilo politične stranke, tako da je ta javni zavod po novem neodvisen in nestrankarski. Prenehalo se je z izsiljevanjem Slovenske tiskovne agencije za poročanje, ki bi kazalo aktualno vlado v pozitivni luči, in pripravljanje zakon, ki bo take pritiske zavedno onemogočil. Očitajo ji tudi pripravo zakona o medijih, ki je še v sprejemanju in v katerem vidijo ne vem kakšno cenzuro in zatiranje svobode govora. Kakšna traparija. Take stvari so se dogajale ravno pod njihovo vlado. Poslanci stranke Demokrati menimo, da ne uživate več dovoljšnega zaupanja za vodenje tega tako pomembnega resorja,
Zato bomo interpelacijo zoper vas tudi podprli. To je bila poslanska skupina nepovezanih poslancev. Morda je zdaj le takšen trenutek, bi želela samo nekaj opozoriti. Doktorica Asta Vrečko ni doktor Asta Vrečko. In v tem državnem zboru ves čas poslušamo doktor pa žensko ime, magister pa žensko ime, doktorica Asta Vrečko. Dajmo se tega lepo prosim držati, to je zelo grdo namreč. No. Bomo vzeli na znanje. Da imam pa res srečo. Včeraj pri interpelaciji ministra Poklukarja je minister Poklukar takoj, ko sem dobil besedo, zapustil to dvorano in prišel v dvorano tisti trenutek, ko sem se zahvalil in zaključil svojo besedo. Danes je podobno naredila tudi doktorica Asta Vrečko. Ko zmanjka argumentov, pač zbežiš iz dvorane, kakor da gori. Spomnimo se samo tega, ki ga bomo začeli plačevati s tem mesecem prispevkom za dolgotrajno oskrbo. Ja, tako sposobni ste v Levici, prispevki za vse, privilegiji pa samo za Levico. Depolitizirali ste RTV, tja ste nastavili svoje vodstvo, lojalen kader, pa so rejtingi vseeno obupni, še slabši kot so bili, odnosi pa je katastrofalni. Po spletnih omrežjih je krožilo, da je zdaj na RTV-ju končno več zaposlenih, kot je gledalcev. Odklonilen odnos države do pomembnih simbolov narodne identitete pove več kot 1000 besed. Hasta la vista. Mene prav nič ne čudi, da gredo ministri ven med takim izvajanjem, ko letijo takele stvari iz ust. Jaz bi tudi šla, in je čist prav, da je ministrica šla. Upam, da tudi ni poslušala teh neumnosti. Bom pa začela. Pozdravljena ministrica, pravi čas ste se vrnili. In to je pač izplen tega sramotnega referenduma, ki je ujezil slovenski narod in spodkopaval slovensko identiteto. Zaslužni umetniki še dobivajo in bodo še naprej dobivali dodatke k pokojnini. No, zdaj se bodo tej še tudi nekaj časa dedovali. Pač politika, ki se ogre politični pol, katerega smisel je širjenje sovraštva in omalovaževanje marginaliziranih skupin v družbi. Takrat so bili torej na tapeti vrhunski umetniki. Sicer pa so skrajni desnici za sramotenje ljube tudi skupine, kot so migranti, tujci, nasplošno, istospolno usmerjeni, te so predvsem velik problem, samske ženske, tudi te so velik problem, intelektualci. Asta Vrečko je tu, bi rekel, javni denar brez zakonske podlage izplačala Svetlani Makarovič, kolegici, soaktivistki in tako naprej. In to je narobe. Ne zato, ker je tam Svetlana Makarovič, ampak zato, ker je bilo to storjeno brez pravne podlage. Je treba izpostaviti, da ni komisija nobenih kršitev iz svojih pristojnosti, torej korupcije, ugotovila. Ne vem sicer, kaj bi brez Svetlane Makarovič tule v tem državnem zboru, kaj bi poslanska skupina Nove Slovenije, ker 2 leti eno in isto, 2 leti, res. Če je to največ, kar zmorete, ste bili vi minister v vladi, naj vas spomnim, kjer pa ste sprejeli uredbo v nasprotju z zakonom, ki je bila odpravljena, da se zvišajo prispevki za socialno varstvo duhovnikom. Seveda, duhovniki vam grejo na živce, in je treba kulturni in ideološki boj pač biti tudi na tak način. Nismo mi zdaj na interpelaciji, odločbo ste odpravili in ne vem, kako mesto ima zdaj to v tej razpravi, še vedno pa niste povedali vsega. KPK mogoče iz svojih pristojnosti ni ugotovila, je pa... Ste bili narobe razumljeni, kolega Cigler Kralj? Pri interpretaciji mojega predstavitve vloge KPK-ja v tem, joj, kako hitro skočite, če je kak opozicijski poslanec z argumenti, če pa ste vi, neverjetno. To takrat, kadar opozicijski poslanec tudi neprimerno razlaga. KPK je zaznala sume kaznivega dejanja izplačila brez pravne podlage in zadevo odstopila policiji. Tega niste povedali, To je pa zdaj že na ravni, ne vem, klevetanja, kar počnete, Res težko je to poslušati. Mislim, res ta direndaj, ki se ga greste, je težko poslušati, Ampak to, na kak način opravičujete ta direndaj, pa je še težje poslušati. Prosim, da se opravičite. Ni potrebno nobeno opravičilo. Mogoče edino Svetlana Makarovič nas ima že morda vrh glave. Ministrica še naprej vztraja pri poti, ki je na koncu koncev pripeljal tudi do poraza njenega zakona
na referendumu. Ministrica iz ministrskega položaja sploh ni sposobna sprejeti tega sporočila, ki ga je dobila na referendumu, in poslanci Stranke Demokrati bomo glasovali za interpelacijo. V tej dvorani ni poslancev Stranke Demokrati. V tej dvorani so nepovezani poslanci, kajti izvoljeni v državni zbor pač niso poslanci Stranke Demokrati. In prosim, da jih opomnite, ker to je pač enostavno ni spodobno, da se na tak način promovirajo politične stranke, ki niso se še uvrstile v državni zbor. Toliko politične kulture morate imeti, da se potem naslavljate to, kar ste, člani te stranke. Poslanci ste poslanske skupine nepovezanih poslancev. Lepo prosim. Dajem postopkovni predlog, da se ne ukvarjate z nepomembnimi stvarmi. Jaz sem poslanec Stranke Demokrati, Eva Irgl je poslanka Stranke Demokrati, Tine je poslanec Stranke Demokrati, ja, ti si poslanec Stranke Socialni demokrati, in da se v tem državnem zboru o tem pogovarjamo, da vas to jezi, je zame, oprostite, res neverjetna degradacija dela državnega zbora. Vi ste poslanci poslanske skupine nepovezanih poslancev, ste pa člani Stranke Demokrati, ki je bila ustanovljena tekom tega mandata. To so dejstva in tako je. Če boste želeli pač sami sebe nekako promovirati s tem, da postavljate napise gor, s tem, da to kar naprej ponavljate, pa dajte. Ko je ministrica prej govorila, je rekla, da sem se nekulturno obnašal, ker sem se ob njeni razpravi nasmejal. Mogoče imate prav, ampak kako se naj človek ne nasmeji, ko kaviar socialist govori o delavskih pravicah? Povejte pošteno, da se vi osebno in stranka Levica borite zgolj in samo zase in ne za tiste preproste državljane. Primer je dolgotrajna oskrba, prispevek, ki ga bomo s tem mesecem začeli plačevati vsi. Tako se vi borite za delavske pravice, da ljudem nalagate nove in nove davke. Hkrati pa si elita Levica izplačuje dodatke v času poletnih počitnic od avgusta do konca leta žena poslanske skupine Vatovca 5,600 € dodatka za nedelo. To so tiste vaše delovske pravice. Kolega Reberšek, izrekam vam opomin za vaše izjemno nekulturno izvajanje, pa za kaviar socialiste in podobno. Vem, da je težko, ampak vas zdajle prvič opominjam, upam, da ne bo treba drugič. Izvolite. Gospa predsednica, vedno, ko ste se me lotili, ste jih dobili po prstih sami. Se vam je bumerang vrnil nazaj, vedno. Hvala lepa, kolega Reberšek, drugi opomin. Glejte, zelo kulturno pa je bilo dejanje danes predsednice Državnega zbora. Takoj, ko je zaključila svojo razpravo in ko sem ji repliciral, mi je ob izhodu iz dvorane zopet dvignila krilo. A to je tista kultura, o kateri govorite? Hvala lepa, kolega Reberšek. To je še en opomin, zdaj vam vzemam besedo. Narod tako hitro, kot vi dvigujete krilo. Hvala lepa. Kot vidite, kolega Reberšek je zelo razburjen, mogoče ga res veliko stvari razburja, je treba take stvari tudi razumeti, ali ne. Poslanke in poslance prosim, da Jaz sem vam vzela besedo, mimogrede. Nimate več, ne boste imel postopkovnega. Hvala lepa. Prosim, zdaj imamo pa 10 minut odmora, da se bo kolega Reberšek šel lepo ohladiti. In sedaj glasujemo. 73 poslank in poslancev navzočih, 27 jih glasovalo za, proti 46. Glede na izid glasovanja ugotavljam, da ministrici za kulturo nezaupnica ni bila izglasovana. Hvala lepa, prosim za mir, vseeno prosim za mir. Lep kulturen dan.